začenjamo čas trpljenja, to je drugi del postnega časa. Zelo se bližajo velikonočni prazniki. Velikonočni prazniki seveda so celotni paket, bomo rekli, ne, to že ves čas opozarjamo pravzaprav, ampak brez trpljenja in smrti in pokopa ni niti vstajenja, to mora biti vse, tako da vse te stvari. Poseben čas je ta čas trpljenja in v tradicionalnem bogoslužju se to še posebej označi, se pravi na začetku svete maše ni tega 42. psalma, ki se ponavadi ga izmoli celega, se samo tisti vzklik na začetku izmoli in potem je že duhovnikovo in ministrantovo strežnikovo kesanje. Strežnik seveda moli v imenu celotnega ljudstva in potem normalno naprej. Umanjkajo tudi slave očetu in tako naprej, ne, te stvari, ki so neke posebnosti, da se še bolj vse to zaznamuje in seveda tudi zastrnitvijo križu, podob in teh zadev, ne, se ponavadi to poudari, tako da je res nekaj posebnega, ampak smo povabljeni ne samo, da premišljujemo Kristusovo trpljenje. Papež sveti Leon Veliki je lepo rekel, da je treba združevati in seveda pravi, citira, navaja apostola Pavla, ki pravi, da svoje trpljenje združuje s Kristusovim trpljenjem, da bi vsaj nekaj, ne, lahko doprinesel, ne v smislu, da Kristus ni pretrpel za vse ljudi vseh časov, ne, dovolj, seveda je. On je edini, ki je dovolj pretrpel, ker edino njegova kri je tista, ki odrešuje, ki zveličuje, ne. Torej, kri živali in tako, to je pregroba, ne, zadeva. To je stvar, ki je šla potem v pozabo, ne, to je stvar stare zaveze, kot nam pravi apostol Pavel v Berilu. Vas povabim, da si tudi sami kaj preberete zdaj v tem tednu. Berilo pa zlasti ta evangelij, ne, ko smo ga zdaj poslušali, tudi prebrali. Se pravi, Kristus, ki je pravi veliki duhovnik. Vsi drugi duhovniki, veliki duhovniki in tako naprej niso nič mogli doprinesti. In vemo pa, da do Kristusovega prihoda so bili oni tisti posredniki, pravi posredniki med Bogom in ljudmi. Enkrat na leto je šel veliki duhovnik, to je tisti, ki je bil izvoljen, torej edini, ki je lahko šel v presveto, torej je šel za zagrinjalo, tisto zagrinjalo, ki Gospodovo smrtjo na križu se je pretrgalo na dvoje, to je bilo zelo težko zagrinjalo, kot pravijo ta poročila, ki je bilo stkano ne samo iz zlata in teh stvari, ampak tudi naj bi imelo vse te 4 glavne bogoslužne barve, torej niti tako bele, kot tudi rdeče, kot tudi zelene, kot tudi vijolične barve v sebi, ne. Tako da ni kar tako cerkev nekih stvari naredila ven. Torej je šlo iz tempeljskega bogoslužja in seveda ta veliki duhovnik je moral iti noter s krvavimi rokami, ne. Ampak te roke so bile krvave od krvi živali, niso bile krvave od svoje lastne krvi, ne. Ampak tudi človeška kri ne more zadostovati, ne more nas odrešiti naših grehov, našega zla in teh stvari. Mora biti Božja kri, ne, seveda Božja kri, ne v smislu, da je Kristus kot Bog, ampak kot pravi človek, seveda je vse te stvari pretrpel. Bog, mislim, njegova božanskost, seveda tukaj na zemlji včasih se je pokazala, ne, s tem naukom, s temi čudeži, z izganjanji, obuditvami, ozdravitvami in vsemi temi čudeži, ne. Se je pokazala, se je nekako nakazalo, da je tudi pravi Bog, seveda. In tukaj se prereka, ne, ampak kdor je zakrknjen, ne more videti teh stvari, ne. In potem pravijo
spet, ne, ti imaš hudega duha v sebi, ne, ti imaš demona, ne, in s tem ti deluješ pravzaprav, ne. Tako, to so take obtožbe, ko se večkrat ponavljajo, pravzaprav tudi dan današnji, zlasti ko pridejo kakšne pomembnejše zadeve, ne, spet nekateri potem obtožujejo tudi Kristusove duhovnike in tako, da na tak način delajo zadeve. Ampak dobro, sej lahko govorijo ljudje, kar hočejo, ne, tako kot so tudi Judje govorili, kar so hoteli, ampak potem, bomo rekli, resnica je šla potem mimo njih, ne, se pravi, to je tisti problem. Niste iz Boga, je rekel Jezus, ne. To je tisto, kar je prav. Ni prva zadeva resnica, ne, ker resnica lahko tudi postane moja resnica, tvoja resnica in tako dalje, ne. Ne izhaja zadeva iz tistega, ki je resnica z veliko začetnico. Najprej je treba biti iz Boga. To je na prvem mestu. Biti iz Boga. Ja? Torej, biti iz Boga, za biti iz Boga, moraš najprej v Boga iti, ne? Se pravi, vstopiti. Kako pa vstopimo v Boga? Kako biti v njegovi, bomo rekli, neresnični navzočnosti? Nikakor drugače kot preko Jezusovega srca, ne? Normalno. Jezusovo srce je bilo prebudeno, da so prišli iz njega zakramenti in vse milosti Božje in vsi blagoslovi, ampak hkrati je s tem tudi postalo vstopno mesto, da mi pridemo v Boga in da potem se, bomo rekli, prerodimo v Bogu, ne? In seveda v tej Božji milosti potem lahko tudi imamo oziroma pričujemo za tisto resnico z veliko začetnico, se pravi, ki je Božja resnica, ker izhaja iz Boga. To so stvari, ki nas ljudje pravzaprav presegajo, da se pravi ta edinost, dobrota in seveda tudi resničnost, resnica, ne. Zato, če mi ne gremo v Boga, če nismo iz Boga, mi ne moramo niti vedeti za resnico. To je v bistvu ena taka, se sliši preprosto, ampak dostikrat ni preprosto, ker če bi bilo tako preprosto, potem svet bi šel za tem, ampak ne gre, ne, vidimo. Že takrat se je začelo, so se ljudje upirali temu, tako da, zakaj? Zato, ker je lepše se stvari po svoje razlagati, ne. Lepše. Lepše reči, ne, tisto tam ne more biti to pravo, ne. In zato, ker ni to pravo, je seveda hudičevo, ne, če ni to pravo. Zakaj je hudičevo? Zato, ker ni po mojem, ne. Ampak hudič, kako je rekel tam? Vidva ne bosta umrla, ne, če bosta šla. Bosta postala kakor Bog, ne. In se ni zlagal, ne. Se ni zlagal. Ne samo, da človek, kadar se upre Bogu, postane kakor Bog. Ne, človek postane Bog, ampak postane Bog samemu sebi. Bog z malo začetnico, seveda, ne. Tako da te zadeve. Zdaj vidimo, te stvari se dogajajo v svetu, ampak mi si moramo prizadevati biti v Bogu in biti iz Boga. Ne, se pravi, prizadevati si za njegovo milost, ne, tako da to. V tem času trpljenja ni pomembno, da samo torej premišljujemo trpljenje, moramo biti v tem trpljenju, ne. Imamo nekako neke dve zmoti, bomo rekli. Ena je ta zmota, da bi bila ta stvar samo naše pameti, ne. Se pravi, da nekako intelektualno s pametjo s te stvari prikličem v resničnost, v spomin in tako dalje, ne. In v resnici ne vstopim v to trpljenje, ne. Ampak jaz moram s celotno svojo osebo vstopiti v to trpljenje. In zadnjič, ko smo bili tukaj, smo tudi rekli, da moramo tudi
hoteti to napraviti, ne. To je zelo pomembno, volja, ne. Torej, hočem to trpeti, hočem to prenašati, hočem imeti to bolečino, ne, ker je še druga zmota, ki je pa zmota čustev, zmota čutenja, ne. Eni mislijo, da samo če ti nekaj čutiš, je potem resnično. Ne. Nekaj je resnično že zaradi tega, ker je. Ne. To ni odvisno od tega, ali ti čutiš ali ne čutiš, ne. Eni bolj čutijo, eni manj čutijo, ne. Tako da ni to. To so stvari, ki nas presegajo, to so te resničnosti. Zato ni to odvisno, ali jaz malo bolj čutim, ali jaz malo manj čutim, ali se mi neke stvari dogajajo in tako dalje. Dostikrat se tudi hudobni duhovi potem poigravajo s takimi ljudmi, ne, ki iščejo samo neke občutke in čustva in občutja in tako dalje, ne. Tako da to spet ni to, ne, glede trpljenja, glede teh stvari. Zna se zgoditi potem, da človek na take načine celo postavi samo trpljenje v Boga, ne. Se pravi, da je Bog vir trpljenja, ne, ampak to ne more biti tako, ne. Bog seveda dopušča kot skušnjavo, se pravi, da dopusti, da hudič nas skuša, ne, ampak to je zmeraj usmerjeno temu, da nas Bog tudi preizkuša, ne. Se pravi, to je ta dvojna zadeva, ne. Tako da to trpljenje Bog dopušča zato, da vidi, ali smo mi pravi, ali bomo prevzeli tudi mi ta križ, ali bomo nosili s Kristusom ta križ, ali bomo združili to trpljenje, ali bomo namenili to trpljenje in tako naprej, ne. Kako bomo potem doživeli oziroma obhajali, bomo rekli, ne, ker spet moramo paziti, ne, da ne bo stvar nekih čutov, občutkov, čustev in takih stvari, potem tudi resničnost vstajenja, ker vstajenje je resničnost spet, ne. Zgodovinska resničnost, ampak ne v tem smislu, da je napisana v nekih kronikah in tistih zadevah, je seveda, ne, ker je v Evangeliju, ne, kot najboljši zgodovinski knjigi, ampak zgodovinski v tem smislu zgodovine odrešenja, ne. Se pravi, kaj je Bog napravil, ne. Kaj je Bog napravil v stari zavezi, imaš posebej, kaj je Bog napravil v novi zavezi, torej v svojem sinu, v našem Gospodu Jezusu Kristusu. Te stvari. In potem so tudi tisti ljudje, ki pravijo, da s trpljenjem se spopadamo tako, da imamo dobre misli, pozitivne misli in tako dalje, ne, in da na tak način seveda tudi premagamo te ovire, te trpljenje, te bolezni, te bolečine in tako, ne. Se pravi, ne misliti na to, ali pa imej dobre misli o tem in tako naprej, ne. Ampak s tem seveda nič ne reši človek, ne. Mora iti vse skupaj resnično, čeprav gre na duhovni način, ampak gre resnično skozi Kristusa, ne. Edino on lahko osmisli vse skupaj, ne bo odvzel, ne. Odvzel je grehe sveta, ne, ampak ne bo odvzel tega trpljenja, ne. To moramo mi s Kristusovim trpljenjem združiti, lepo biti na nek način hvaležni, ne, kot apostoli, ki so bili hvaležni, da so smeli nekaj pretrpeti za Kristusa, zato so šli veseli iz Sinedrija ven, ne, se pravi iz velikega zbora, ne. So jih premlatili, ne. Verjetno pošteno premlatili, ne, če ocenjujemo, kar nam je sveti Luka zapisal, ne. Se pravi, tudi jaz naj bom hvaležen, Gospod Jezus, jaz tudi smem nekaj pretrpeti, ti si ogromno več pretrpel zame in za vse ljudi. Tudi jaz smem. Bodimo torej hvaležni in na ta način potem skozi Kristusa se bo ta stvar osmislila, ne. Kot smo rekli večkrat tudi, no, pravzaprav, če bo ocenil naš Gospod, da je potrebno za naše zveličanje oziroma za zveličanje
katerega drugega človeka, bo tudi dal neko ozdravljenje, neko ozdravitev in tako, ampak na koncu pred tisto ta glavno bolezen noben od nas ne bo ozdravil, ne, se pravi, da bomo umrli, ne. Ne vem, če sem vam že pravil enkrat, ko sem bil 4 leta, sem hodil po bolnici in tisto enkrat ena gospa pride v sobo, rekla: "Gospod, saj ne bom umrla, ne." Sem rekel: "Ja, gospa, tega vam pa jaz ne morem zagotoviti, ne, da ne boste umrla," sem rekel, ne. Lahko kaj drugega zagotovimo, ne, lahko pomagamo, torej sredstvi milosti, zakramenti, ampak žal vam moram povedati, boste umrla, ne, sem rekel. Upajmo, da ne še zdaj, ne, ampak dajva se raje lepo pripraviti, potem sva lepo rešila vse s povedjo, s svetim obhajilom in tako, ne, tako da se te stvari moramo torej na tak način paziti in na tak način mi imamo priložnost, da torej združujemo svoje trpljenje s Kristusovim trpljenjem, ne. Torej, ne gre samo za neko intelektualno premišljevanje, ne gre samo za neko čustvovanje in čutenje in te zadeve, ampak na ta duhovni način, vendarle resničen način, da damo Jezusu, da ga pokličemo v to svoje trpljenje, združimo z njim in preko njega seveda poveličamo, bomo rekli, to trpljenje, ne, se pravi, moramo popolnoma to izročiti, ne, sami sebe in tako dalje, ne, tudi v drugih vidikih seveda, ne, v hvaležnosti, v pozitivnem smislu, v vseh teh zadevah moramo tudi Kristusu dati, ampak posebej pa dajmo govoriti zdaj v tem času trpljenja, da Kristusu moramo dati to trpljenje, ne, ker ne bo ga odvzel od nas, nam bo pa pomagal ne samo ga prenašati, ampak bo dal tudi nam okušati sadove tega trpljenja. Ker vstajenje je sad Kristusovega trpljenja, je sad Kristusove smrti na križu, je posledica tega, ne. To nas lepo uči Sveta cerkev, ne. Tako tudi mi, če bomo mi to namenili, darovali in tako naprej, ne, potem bomo uživali tudi sadove tega Kristusovega trpljenja, torej bomo dobili vstajenje, ne, v tem duhovnem smislu, ampak še kako resnično, ne, bomo imeli v svojem srcu, bomo tudi pravzaprav imeli v sebi, tudi nekako čutili, ne, pa ne samo tisti človeški ravni, dosti več, ne, prav tako duhovno nas bo to lepo nosilo naprej, ne. Tako da resničnost trpljenja v redu, ampak tudi poveličanje, ne, tega. Zato tudi pri sveti maši je zelo pomembno zlasti to darovanje, ne. Hkrati tudi mi združimo svoje življenje, posebej te naše trude, napore, naše trpljenje, naše bolezni, bolečine in te stvari s Kristusom, da te zadeve poveliča potem, ne. Ni zastonj spremenjenje pri sveti maši, ne. Vse tisto, kar Kristusu izročimo, po angelu gre seveda na nebeški oltar pred Božjim veličastvom in potem spet po angelu, ki pač službuje pri Bogu, pride k nam kot milosti in vsi Božji blagoslovi, ne, kot tudi pravi mašno besedilo v rimskem kanonu, ne, tako da te stvari malo da premišljujemo, ma ne samo premišljujemo, smo rekli, dajmo tudi uresničiti te zadeve. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen in Jezus.